Drage prostovoljke, dragi prostovoljci, pozdravljeni. Najprej bi se vam rada zahvalila, in izrazila svoje spoštovanje za to, da ste se odločili, da pomagate otrokom beguncem in mladostnikom beguncem, da ste se odzvali na povabilo Slovenske filantropije. Takoj naj povem, da to, kar boste delali, nikakor ni samo pomoč otrokom, da bodo lažje preživeli ali pa da bodo lažje obvladovali težave, ki jih imajo spričo sedanje situacije in tega, da ne hodijo več redno v šolo. To, kar delate, ima veliko večji pomen. To je za otroke tudi sporočilo, nekomu je mar, nekdo nam želi pomagati, na svetu je še dobro, je še upanje. In ne samo otrokom, ampak tudi drugim. Ko pripovedujem o dejanjih prostovoljcev, o ljudeh, ki so pripravljeni pomagati drugim, pogosto slišim od odraslih, od ljudi kar tako, da rečejo, kako jih to na nek način, kako se jih dotakne, kako to vzbudi v njih vero v to, da je še človečnost in da ta naš svet ne gre, kot se lepo reče, v maloro zaradi našega egoizma, egocentrizma. Zdaj, predno se pričnemo pogovarjati o tem, kaj boste delali in kaj naj bi delali in kako naj bi delali, najprej naj se sama predstavim. Mislim, da je to zelo pomembno, da veš nekaj o človeku, s katerim se pogovarjaš, ki ti nekaj govori, ker to vzbuja večje zaupanje, izboljšuje sodelovanje. Moje ime je Anica Mikuš Kos, sem zelo stara gospa, imam že 85 let. To povem zato, ker sem doživela drugo svetovno vojno kot otrok v zelo hudih okoliščinah, kar pomeni, da si lahko zelo dobro predstavljam, kaj so otroci, katerim boste pomagali, doživeli, in kakšne so posledice tega na njihovo čustvovanje in na njihovo videnje sveta. Po poklicu sem otroška psihiatrinja, seveda zdaj sem že 25 let v pokoju, in kot otroška psihiatrinja sem se veliko ukvarjala, oziroma to mi je bilo pravzaprav osnovno delo, pomoč otrokom in mladostnikom v težavah. No, in pri tem delu sem spoznala tudi, kolikšna je vrednost sodelovanja s prostovoljci. Namreč v svojem strokovnem življenju, poklicnem življenju sem zelo veliko sodelovala s prostovoljci, zlasti z mladimi, z dijaki, študenti. In sodelovala sem z njimi ob otrocih beguncih, ki so prišli iz Bosne v času naših balkanskih vojn, pa tudi ob slovenskih otrocih, ki so imeli težave. In tudi zdaj ob tem novem valu beguncev. Namreč, če imaš težave, rabiš nekoga, ki bi ti pomagal. In veliko otrok te osebe nima. Bodisi da starši ne zmorejo, ker so sami v stiskah, ali pa da preprosto staršev ni, kar se dogaja pri otrocih brez spremstva, ki prihajajo kot begunci. Ali pa da starši ne znajo, na primer, pomagati pri učenju. Verjemite mi, jaz svojim vnukom v osnovni šoli, višjih razredih, nisem znala pomagati pri učenju, ker je to tako daleč od mene in ker je tako drugačna snov, ki se jo danes učijo. Drugi vir pomoči, običajno rečemo, so strokovnjaki. Ampak veste, z teh strokovnjakov, psihologov, specialnih pedagogov in tako naprej, je presneto malo. Nikakor jih ni dovolj za vse otroke s težavami. Razen tega se pa mnogi teh otrok in njihovih staršev ne želijo obrniti k strokovnjakom za pomoč, preprosto to ni v njihovem miselnem horizontu, to ni v njihovi kulturi, morda sploh ne vedo, da taka pomoč obstaja, morda ne verjamejo v tako pomoč ali pa ne zaupajo. Naslednji vir pomoči, ko smo v stiski, je, da si plačamo pomoč. Z denarjem je marsikaj možno kupiti. Lahko si plačamo dobrega inštruktorja, ki bo pomagal, lahko si plačamo dobrega terapevta,
samo starši, o katerih govorimo, nimajo denarja, da bi si to plačali. In potem ostane kot edini vir človeške pomoči dobra volja ljudi v okolju kar tako, ljudje, ki so pripravljeni, ljudje dobre volje, ki so pripravljeni brez materialne nagrade pomagati. Zdaj, seveda se lahko vprašamo, kaj pa lahko ti prostovoljci naredijo, saj končno niso usposobljeni poklicno, večina ne, ali pa nimajo takšne ravni usposobljenosti kot strokovnjaki. Veste, prostovoljci lahko zelo, zelo veliko naredijo. Moja izkušnja, koliko lahko pomagajo, je res odlična. Prostovoljec lahko ponudi otroku človeško podporo, pomoč, zaupanje, občutek sprejetosti, občutek, da je nekomu mar, kar se dogaja. To je eno. Drugo je to, da tudi pri učenju lahko pomagajo, namreč učna pomoč prostovoljcev gre pretežno po nekih drugih kanalih kot pomoč učitelja. Predvsem gre to po nekih čustvenih kanalih, izkustvenih kanalih. Prostovoljec pokaže otroku s svojim zgledom, da je možno, da se da naučiti. Zelo dobro je, če prostovoljec tudi o svojih težavah kaj pove, kakšne težave je imel in kako jih je obvladal. Socialna razlika, distanca med prostovoljci, mislim v letih, v izkušnjah, med mladim prostovoljcem in otrokom je mnogo manjša kot med njim in kakšno starejšo osebo in zaradi tega imajo mladi prostovoljci resnično, bi rekla, privilegiran položaj v vzpostavljanju dobrih odnosov z otroki v težavah in do takšnih odnosov, v katerih lahko delujejo kot prijatelji, kot podporniki, kot partnerji v nekem smislu. In še enkrat, moja izkušnja je ta, da so prostovoljci lahko zelo, zelo veliko pomagali otrokom v težavah. Zdaj, takoj moram reči, da seveda nekateri otroci imajo težave pri učenju, te poudarjam zato, ker so otroci, katerim boste pomagali, zbrani predvsem na osnovi tega kriterija, da imajo težave pri učenju in da se ne znajdejo v teh novih okoliščinah. No, to hočem povedati, da nekateri otroci se pač težje učijo za šolo, kar ne pomeni, da so manj pametni. Imajo pač neke druge vrste pamet, lahko imajo socialno pamet, razumevanje, empatijo, lahko imajo praktično pamet, lahko imajo nek drugačen način mišljenja. Ampak preprosto nimajo te šolske pameti in jim gre težje. In mogoče ne bo nekšnih briljantnih učinkov na šolsko uspešnost, ampak že to, da je nekdo ob njih, da jim lajša živeti s težavami, da pokaže razumevanje, spoštovanje, da vzbuja upanje v otrocih, že s tem jim zelo, zelo veliko pomagate. Zdaj, da nadaljujem s svojo predstavitvijo. Ko sem končala svojo poklicno pot, ko sem se upokojila, sem začela delati kot humanitarna delavka. In takrat sem bila v mnogih državah, iz katerih prihajajo v tem zadnjem valu otroci begunci. Delala sem v Afganistanu, delala sem v Iraku, delala sem v Gazi, v Maroku, pa še kje na Severnem Kavkazu. In vem, kako je tam hudo in kaj se tam dogaja. A veste, mi včasih uporabljamo zelo nepravične sodbe in mnenja. Rečemo, pa saj v Afganistanu ni vojne. Ampak kako je živeti v Afganistanu, kaj to pomeni glede ogroženosti, glede tega, kaj smeš, česa ne smeš, glede tega, kako si čisto od naključja odvisen, ali te bo neka bomba Američanov in njihovih zaveznikov ubila, ali pa neka mina ubila, ali pa te bodo talibani ubili. To si težko predstavljaš, če nisi te situacije doživel. No, na osnovi pravzaprav teh treh, bi rekla, življenjskih izkušenj, torej moje vojne, mojega poklica, mojega humanitarnega delovanja, sem se zelo veliko
ali pa predvsem ukvarjala s tem, kako pomagati otrokom, ki so doživeli vojno, bodisi na vojnih območjih, ali pa otrokom beguncem, ki so prišli k nam. In iz svojih izkušenj vam bom nekaj povedala. Moram pa takoj reči, da ko pri tem delu, ki ga boste vi opravljali, gremo v neko zelo, kako bi rekla, gre za neko popolnoma novo izkušnjo. Namreč običajno prostovoljci pomagajo, da tako rečem, v neposrednem stiku živim otrokom. In seveda v tem neposrednem stiku je zelo veliko možnega. Zelo veliko se izrazi skozi tako zvano neverbalno komunikacijo. Zaznajo se finese v mimiki, v barvi glasu, v gibanju, v nameri. Ko se to vse dogaja po spletu, po računalniku, je pravzaprav možnosti za tako vzajemno prepoznavanje, zbliževanje so možnosti manjše. Vsaj jaz si tako predstavljam. Verjetno vi, ki ste mlajši, imate več izkušenj s tem in mogoče gledate na to bolj optimistično kot jaz. No, kakorkoli, jaz mislim, da vendarle osebni stik da zelo, zelo veliko in da zato boste vi in otroci prikrajšani. Ampak mi iskreno upamo, da ko bo konec tega virusa, ko nas bo virus zapustil, da boste še nadalje sodelovali z otroki, takrat pa v živo in da se bo dalo mnogo tega nadoknaditi. Torej, to hočem povedati, da pravzaprav vsaj jaz osebno nimam izkušenj svetovanja prostovoljcev za takšno obliko dela in da se bomo vsi morali iz te izkušnje veliko naučiti. V nekem smislu bo to inovacija za nas vse. Dobili boste nove izkušnje, povedali boste, kaj dobro dela, kaj ne dela dobro. In jaz vas prosim, da te izkušnje razmenjujete med seboj in da razmenjujete z mentorjem in jaz tudi upam, da se bomo srečali, ko bo konec te zgodbe, neposredno in da se bom tudi jaz kaj od vas naučila. Vaša situacija kot recimo prijateljev, pomočnikov, inštruktorjev, pač v različnih vlogah boste, nikakor ne bo lahka, ne samo zaradi tega, ker ne bo osebnega stika, ampak imeli boste opraviti z otroki, ki imajo velike težave v jeziku. To se pravi, ta osnovna pot sporazumevanja, besedna pot, bo tudi močno omejena. Nekako tudi ta prostor bo tudi prostor vašega odnosa bo zelo omejen na vas in na otroka. Malo bo možnosti vključevanja še drugih. Ni fizičnega prostora, za kaj skupaj početi, za oditi na kak sprehod, kakšno igro, ne vem, za dati petko, za pobožati, za suniti, karkoli, s čimer izražamo neko našo naklonjenost in neko bližino. Torej, še enkrat, verjetno bo to, kar vam bom jaz povedala, zelo omejeno in bodo vaše izkušnje veliko prispevale, tako da, če se Bog ne daj še kdaj zgodi podobna situacija, bomo na osnovi vaših izkušenj lahko več svetovali. Pa še to, naj zaključim svoje predstavljanje s priporočilom, tudi vi se predstavite otroku, poskušajte se predstaviti na čim bolj enostaven način, povejte kaj tudi o svojih težavah, tako da ne bo mislil, da ste nek idealen, popolni človek, ki nikoli v življenju ni imel težav in vse težave obvladuje. Povejte počasi, da vas bo razumel, svoje ime ponovite, tako da bo razumel, dojel vaše ime in potem ga prosite, naj tudi on vam pove, lahko čisto malo, ampak vsaj nekaj naj pove o sebi. No, zdaj po tem uvodu bi vam rada nekaj povedala o tem, kaj doživljajo otroci oziroma kaj so doživeli in kaj doživljajo otroci, katerim boste pomagali. Včasih jim rečemo otroci vojne, včasih pa to niti niso otroci vojne, ker formalno vojne ni,
so neki oboroženi lokalni spopadi, nek teror, neko nasilje v pokrajinah, kjer živijo, ali pa je skrajna beda tam, kjer živijo, ali grozi njihovim staršem preganjanje zaradi političnih ali verskih razlogov. Torej, kakorkoli, ti otroci nosijo težek nahrbtnik nekih slabih izkušenj in obremenitev. Zdaj, kaj so ti otroci doživeli? Slabo, kar so doživeli, lahko razdelimo na nek način v 3 časovna obdobja. Prvo je obdobje, ko so še živeli v svojih državah, na svojih domovih. Recimo v Siriji, če so to begunci iz Sirije, vse grozote, ki so jih doživeli v Siriji, ali pa ogroženost in bedo in omejitve, talibanski teror Afganistana, pa tudi Pakistana. In je že moralo biti tako hudo, da so njihovi starši tvegali to dolgo pot, dostikrat je to dobesedno so to morja smrti in ceste smrti, da so se odločili za to, da odidejo. Kaj so tam doživeli, kakšne travme, kakšne izgube, je resnično si težko predstavljati, če nisi bil v podobni situaciji. Potem so se napotili na pot. Ta pot je bila za mnoge grozna, oziroma za veliko večino je bila grozna, pravzaprav jaz mislim, da za vse grozna. Potovali so čez morja, ki smo jim rekli morja smrti, v katerih se je utopilo predtem veliko ljudi, kar so vedeli ti novi prebežniki. Doživeli so tudi utapljanja sami, pa so preživeli, pa so se otroci utopili. Recimo, poznam gospo, kateri so se 3 otroci utopili in je to bila na lastne oči, ali pa se je zgodilo obratno, so otroci videli svoje brate, sestre, kako so se utopili. Vozili so se v kamionih, v katerih je marsikdaj kdo umrl, zaprti kot živina, brez hrane, brez vode, so jih na skrivaj za velike denarje prevažali ljudje. In to je bilo dodatno obdobje groze, strahu, izgube vere v dobroto in nova izkušnja izkoriščanja in nedobrote. Je pa res, to pa moram takoj povedati, da vse te hude reči, ki so jih ti otroci in mladostniki doživeli, seveda so povzročile čustveno prizadetost, žalost, nesrečnost zaradi izgub, to, čemur rečemo psihične travme. Vendar imeli so za mnoge otroke tudi druge posledice, namreč, da so v teh okoliščinah otroci hitreje dozorevali. In to je nekaj, na kar vas kar takoj opozorila, da morate upoštevati, da zgolj letnica rojstva ali pa starost v letih otroka še ne pove o njegovi zrelosti. Srečala sem 15-letnika, ki je sam 2 leti potoval iz Afganistana. A veste, kaj ta otrok v 2 letih med 13 in 15 letom doživel? Pravzaprav je bil v situaciji samostojnega odraslega in dejansko, ko z njim govoriš, dobiš občutek, da govoriš z odraslim človekom, sploh ne dobiš občutka, da govoriš s 15-letnikom. To je eno. Drugo je to, da kar zadeva to zrelost njihovo, da je veliko teh mladih prihaja, torej ne veliko, jaz bi rekla, kar vsi prihajajo iz okolij, v katerih je mladi mnogo hitreje preidejo v obdobje odraslosti, ni tako kot pri nas, da si do 25. leta doma in te mama streže, ali pa do 30. leta in se lahko sklicuješ na svojo nezrelost, mladost, neizkušenost.
tam je pač tako, da zlasti moški zelo zgodaj, tudi dekleta, ker se zgodaj poročajo, ampak zlasti moški zelo zgodaj prevzemajo odgovornost za svojo družino, in pravzaprav nosijo to s seboj, in tudi to prispeva k njihovi zrelosti. In tudi, ko pridejo sem, mnogi mladi ljudje so, veliko razmišljajo o tem, kako bi kaj zaslužili, da bi poslali denar, neke male denarje svoji družini, ne vem, v Afganistan, v Irak, zato, da bi družina lažje preživela. Ker navsezadnje je običajno je ta družina zbrala z velikimi napori denar, da je lahko otrok plačal nekomu, da ga je pripeljal na skrivaj iz njegove domovine. Torej, to sem hotela povedati, zdaj sem malo zašla sicer, ampak opozoriti na zrelost teh otrok, ki jim rečemo otroci, ampak mnogi med njimi, čeprav so formalno otroci, dejansko niso otroci, ampak so že odrasli ljudje. No, zdaj smo govorili o tem, kaj so doživljali v svoji domovini, kaj so doživljali na poti. Tretja košara hudih reči, ki se je zgodila tem, s katerimi boste delali, je pa bivanje v državi, v kateri so zaprosili za azil. Namenoma ne rečem samo Slovenija, zato ker se podobno dogaja v drugih evropskih državah in to je zares čudno in nelepo ravnanje, bi morala reči. Oni skupaj s svojimi starši, ali pa včasih sami, včasih gre za otroke brez spremstva, ki so tako kot ta moj fant iz Afganistana, sami se podali na pot. Oni čakajo mesece in mesece, leta pravzaprav čakajo na to, ali bojo dobili odobritev, da lahko ostanejo v državi ali ne, ali bojo pa odpeljani nazaj v državo, iz katere prihajajo. In ta negotovost je silno pripomore k različnim čustvenim stiskam, pa tudi duševnim težavam. To je prva stvar. Druga stvar, ki jo doživljajo v državi, v kateri so se zatekli, je pogosto ksenofobija. Veste, kakorkoli rečemo, da je veliko ljudi, ki hočejo pomagati beguncem, vendar je zelo prisotna, pa spet ne samo v Sloveniji, tudi v drugih evropskih državah, odpor do teh tujcev, bojimo se jih, vidimo jih kot teroriste, zločince, in je temu ustrezen tudi odnos. Na eni strani odnos države, ta formalni pravni odnos, pogosto tudi odnos institucij, pogosto pa tudi odnos tega običajnega socialnega tkiva okolja, v katerem se nahajajo. In zdaj pod težo vseh teh treh košar, travm, izgub, groze v domači deželi, vse groze na poti in vseh neugodnih izkušenj, negotovosti, ki jih doživljajo tukaj, je razumljivo, da imajo mnogi težave. Pravzaprav jaz kot psihiater se čudim, da nima mnogo več teh ljudi neke motnje, kakršnekoli, bodisi v smislu agresivnosti, izpadov, samomorilnosti, nesrečnosti. Ker res se sprašuješ, kako so lahko vse to preživeli in še vedno delujejo normalno. Ampak kakorkoli, tudi če nimajo simptomov teh motenj, kot jim rečemo v psihiatriji, oni so čustveno prizadeti, žalost je v njihovem srcu. In veste, kaj je še pomembno? Na to bi vas rada opozorila. Namreč ti otroci, tudi odrasli seveda, ampak govorimo o otrocih in mladostnikih, predvsem, ker z njimi boste delali. Poleg vseh teh strahov, groz in izgub je še ena izkušnja. Njim se je sesul svet. Na nek način svet, v katerega so verjeli, da jih ščiti, da svet, v katerem so verjeli, da je nekaj slabega, tega niso nikoli videli kot idealni svet. Ampak zdaj naenkrat zagledajo ta svet kot pretežno slab, kot poln zla, in to najbolj krutega in hudega zla, ko so v Evropi kot svet neodzivnosti ljudi na njihove stiske, kot svet zmotne presoje o tem, kaj so, kakšni so. In ta podoba sveta,
videnje sveta, kakšen je. A je to svet zla, a je to svet dobrega, ali je to svet, v katerem je zlo in dobro. To je silno pomembno, ne samo zato, kako se počutimo vsi skupaj, vsak človek, ampak tudi zato, kakšne odnose imamo do drugih. A bodo to odnosi zaupanja, odnosi simpatije, želje pomagati, želje se vključiti v skupnost, ali bo to nek odnos strahu, preže, tako rekoč že na našalnosti, vsi mi hočejo zlo, neka obrambna drža, boljše, da jaz njega udarim, kot pa da on mene udari, ali pa neka popolna pasivnost, nemoč, depresivnost, izguba upanja. Torej, zdaj pa tu pridete vi kot ljudje, kot živi ljudje, kot predstavniki te države, ki je pokazala precej malo razumevanja na pravni ravni, dostikrat tudi na ravni medčloveških odnosov, na koncu koncev lahko beremo najrazličnejše grafite o tem, kako naj bi odšli begunci. In zdaj srečajo vas, ki ste pravzaprav živa priča, dokaz, da obstaja vendarle v našem tkivu človečnosti oziroma človeškem tkivu še človečnost, da so ljudje, ki vzdržujejo dobro, ki želijo pomagati. In veste, jaz osebno vidim vašo funkcijo teh sporočevalcev, messengerjev, tistih, ki prinašalcev sporočila o tem, da je še dobro, jo vidim nič manj pomembno kot pa funkcijo oseb, ki bojo pomagali tem otrokom pri učnih težavah. Zdaj, zanimivo je pa to, rekla sem, da se sama dostikrat čudim, kako to, da ti ljudje, zlasti otroci, ki so še posebej ranljivi, kako da si opomorejo od teh težav, da okrevajo. To ne pomeni, da pozabijo, to ne pomeni, da ne boli, ampak to pomeni, da se normalno obnašajo, da normalno izpolnjujejo svoje naloge, da se učijo, da si prizadevajo, da bi se integrirali, vživeli v novo okolje. In zanimivo je to, da ko so to proučevali, imamo neke raziskave še iz moje vojne, to se pravi iz druge svetovne vojne, ki so pokazale nekaj, kar se je potrdilo spet ob teh novih valovih beguncev, namreč, da kako bo otrok ali mladostnik obvladoval svoje minule travme, izgube, duševne rane, kako bo okreval in si opomogel, je predvsem odvisno v času, ko je zunaj tega, to se pravi v državi azila, ali pa ko je konec vojne, recimo tako kot je bilo v Bosni, v kakšnem okolju se bo znašel. A bo to okolje podporno, sprejemajoče, s spoštovanjem do tega, kar je doživel, upoštevanjem, ampak hkrati ne podcenjevanjem njegovih sposobnosti, ali bo to neko okolje, ki bo sovražno, neprijateljsko. Bom povedala na konkretnem primeru. Proučevali so otroke, ki so preživeli koncentracijska taborišča. Veste, zdaj so bile obletnice osvoboditve teh taborišč, Auschwitz, Dachau. In se je pokazalo, da če so ti otroci taborišč, torej vsi so doživeli enako hudo, če so prišli v neke brezosebne domove za otroke, ker ni bilo nikogar, ki bi prisluhnil otroku, ali pa v neke družine, kjer so bili otroci odveč, ki so jih morali vzeti, pač, ker so bili neki sorodniki, da je daljnoročna usoda teh ljudi bila mnogo slabša, kot pa če so otroci z enakimi izkušnjami grozote koncentracijskega taborišča prišli v neko družino, ki je bila z njimi prijazna, ki jih je sprejela. Namreč v tej raziskavi so sledili te otroke še potem v času odraslosti in so ogledali, koliko imajo psihiatričnih obolenj, kakšne so njihove družinske zveze, kakovost družinskega življenja, njihovo zaposlovanje, njihove telesne težave. In na vseh teh pokazateljih se je izkazalo, da je pomembno, kakšno je bilo to širše okolje.
v katerem so živeli, in neposredno okolje. A veste, tu bi pa še nekaj o psihologih in psihiatrih povedala. Mi običajno rečemo, če ima težave, pa naj gre k psihologu ali psihiatru. Ampak takrat ni bilo nobenih psihologov in psihiatrov na voljo. Mogoče za kakšne zelo bogate ameriške Žide so bili, ampak v Evropi za vse te reveže, ki so prežili taborišča, ni bilo. Pa vendarle so okrevali ljudje, ki so vojno preživeli. Pač črpali so neke pozitivne sile, neko podporo, neke varovalne dejavnike iz svojih normalnih okolij, iz človečnosti, iz spoznanja, da je to grozno zlo, ki je zdaj mimo, da vendarle je zapustilo za seboj tudi veliko dobrega. In to je tisto, kar da upanje v življenje, kar nas vzpodbuja, da tudi sami do drugih nekaj pozitivnega izkažemo in kar nam daje moči, da obvladujemo svoje težave. No in spet, da se vrnem k vam, a veste, s tem, da pomagate tem otrokom, v bistvu vi prispevate k dobri izkušnji okolja in ta dobra izkušnja okolja ima res daljnoročne posledice. To ni samo posledice na sposobnost reševanja neke matematične naloge ali pa neke sklanjatve v slovenščini, ampak je to posledica na videnje sveta. Tako da lahko res veliko dobrega naredite. Nekaj o tem, kako boste delali s temi otroki in mladostniki. Najprej bi še povedala, da obstajajo zelo velike razlike med posamezniki, otroki, mladostniki, odraslimi, v tem, kako se odzivajo na različne težave, na to, kar se jim dogajajo. Govorimo o večji ali manjši ranljivosti. Nekateri bojo silno prizadeti, drugi bojo neverjetno odporni, govorimo tudi o psihični odpornosti. Tako da ni nekega enotnega modela, kako človek reagira na stiske. No, ampak razlike ne obstajajo samo v tem, koliko si odporen proti vsemu hudemu, kar se ti zgodi. Razlike obstajajo tudi v načinu mišljenja, v učenju, govorimo o različnih kognitivnih stilih, preprosto gre za različno razumevanje, miselno procesiranje sveta. Razlike so tudi v nadarjenosti in seveda te razlike morate pri svojem delu upoštevati in poskušati čim bolje spoznati otroka, s katerim delate, in čim bolje prilagoditi svoje delo otroku. Kar zadeva šolsko uspešnost. A veste, jaz ne mislim, da je šolski uspeh najbolj pomembna stvar v življenju, ampak šolska uspešnost je pa vendarle pogoj za šolanje in za otroke, za vse otroke je šolanje pomembno. V naši državi je obveznih 9 let šolanja. Ampak za te otroke, ki prihajajo iz drugih okolij, ki so v tako negotovi situaciji, ki so toliko hudega doživeli, je šola najbolj pomembno socialno okolje v novi državi, v katerega se lahko integrirajo, ki jim da lahko nek občutek varnosti, katerega del lahko postanejo. Pravimo, da je šola zelo pomemben varovalni dejavnik za duševno zdravje vseh otrok, ki se jim je zgodilo kaj hudega, ne samo beguncev. Tudi če se ti v družini zgodi kaj hudega, ne vem, imaš očeta alkoholika, ki te tepe, mamo, ki je depresivna, te ne zna zaščititi, ne zmore zaščititi. No, ta šola, ta varovalna vloga šole je pri otrocih beguncih pa še posebej izražena, namreč zato, ker v šoli otrok ima svojo socialno vlogo. A veste, ena od največjih izgub, težav, občutkov prikrajšanosti pri ljudeh, ki so pregnani iz svojih domov ali pa so zbežali iz svojih domov, je ta, da ko pridejo v novo državo, so brez svoje socialne vloge. Mati ni več gospodinja, ker nima svoje kuhinje običajno, v kateri bi pripravljala. Oče ni več tisti, ki prinaša hrano s polja, ker nima več polja, ali pa denar iz službe, ker nima več službe. Skratka,
ti ljudje so izgubili tudi svojo socialno vlogo, svoje socialne funkcije in to jih silno prizadeva. Spominjam se, kako so Bosanci vedno rekli, mi smo niko in ništa, mi smo nihče in nič. In zdaj glede tega so pa otroci v neki drugi situaciji. Otroci v šoli imajo svojo vlogo, oni so delavci, oni delajo, imajo delovno mesto, to delovno mesto je šola, imajo svoj stol, čisto konkretno delovno mesto, imajo svoj urnik dela, imajo svoje naloge. Skratka, oni nikakor niso niko in ništa, oni so učenci, dijaki in zato je ta šola tudi tako važen varovalni dejavnik. Seveda je pri tem vse pomembno, kako se v šoli počutijo. In kako se počutijo, to pomeni predvsem dvoje. Eno, kako so sprejeti, kakšni so odnosi z vrstniki, kakšni so odnosi učiteljev, kakšni so odnosi ravnateljev. A veste, glede tega so šole zelo različne. Jaz vem za nekaj krasnih šol, kjer so tako lepo in dobro sprejeli te otroke, begunce, otroke, migrante, da ne moreš verjeti, kako je to možno, ne samo s toliko srčnosti in poguma pravzaprav, ampak tudi s toliko inventivnosti, s toliko sposobnosti zbuditi neko empatijo tudi pri drugih otrocih. Pri drugih otrocih in pri drugih starših. No, to je eno, torej otrok begunec se bo počutil tako, kakršno vzdušje pride. Druga determinanta tega, kako se bo pa počutil v šoli, je pa njegova uspešnost v šoli. In seveda pri tej uspešnosti imajo otroci, ki pridejo, ki ne znajo jezika, imajo že itak zelo veliko težav. Zdaj pa, če se na to nadgradijo še neke dodatne težave, kot recimo nek nov način poučevanja, odsotnost učitelja, so lahko, mislim, je neuspešnost lahko še tem hujša. In ta neuspešnost prizadeva vsakega otroka. Še posebej pa prizadene otroka begunca, ki se mu zdi čisto nemogoče, da bo naredil šolo, da bo dosegel nekaj v življenju. In zato je tako pomembno, da tem otrokom pri učenju pomagamo. Še enkrat bi rada poudarila, da neuspešnost nikakor ne pomeni, da otrok ni pameten, da je neumen. Mi imamo različne vrste pameti, o tem sem že povedala nekaj. In je pač preprosto možno, da ta otrok nima takšne pameti ali pa da so, kot jo šola terja, ali pa da so primanjkljaji, praznine tako velike, ali pa da je toliko čustveno prizadet, da to prizadeva tudi njegove sposobnosti intelektualnega delovanja. A veste, ne samo intelektualnega delovanja, ampak delovanja nasploh, ko si nesrečen, ko si depresiven, ko si žalosten, večina ljudi ne more delati. Enostavno preneha normalno delovati, preneha izpolnjevati svoje delovne naloge, svoje vsakodnevne naloge, ko si v ekstremni depresiji, se niti ne umivaš več, niti preoblačiš več. No in seveda mnoge otroke, vse, kar so hudega doživeli, prizadeva tudi njihove opravilne sposobnosti, da tako rečem, sposobnosti opravljanja svojih nalog. Tako da morate z razumevanjem pristopiti k tem njihovim deficitom. In zdaj mislim, da je dvoje važno. Prva komponenta je ta široka komponenta podpore, sprejetosti, empatije, razumevanja, sočustvovanja z otrokom, vlivanja upanja, torej ne poučevanja matematike ali kako ravnati z računalnikom, ampak preprosto otroku sporočiti, kako ste z njim, kako ga razumete, kako mu želite pomagati, kako verjamete, da boste skupaj lahko premagali težave. In zdaj to izražanje te simpatije, to naredite tako, kot naredite do drugih oseb, če jim želite povedati, da so vam blizu, da jim hočete pomagati,
imate do njih neka pozitivna čustva, popolnoma na enak način. Povejte tudi, da se boste spoznavali v teku časa, da zdaj ste si mogoče še tuji, ampak da si boste povedali eno drugemu nekaj in tudi sprašujte otroke, kaj so doživeli, ko se boste ponovno z njimi na računalniku srečevali, sprašujte jih, kaj so doživeli, kaj se jim je zgodilo, o čem so razmišljali, tako da po vsaki seansi, po vsakem srečanju boste nekaj več vedeli o otrocih in otroci o vas. Tudi vi jim povejte, ravnajte z njimi partnersko, ravnajte z njimi kot enak z enakim. On vam pove o sebi, vi njemu poveste o sebi. Vaša prednost je ta, da znate slovensko, vaša prednost je ta, da obvladate snov, ki jo otrok ne obvlada, da ste v bolj barvnih okoliščinah, ampak glede ostalih človeških lastnosti ste pa pravzaprav enaki. Imate tudi vaše težave, vam je tudi všeč, če je otrok z vami prijazen, če se razveseli, da pridete, tako kot se otrok razveseli vas in vi njega. Torej, tu ne gre za nobene velike psihološke modrosti, gre čisto preprosto za človeški stik, za človečnost, izražanje človečnosti na način, ki ti je lasten. Pri enem so to prijazne besede, pri drugem so to kakšne robate šale, pri tretjem je to smeh. Vsak imamo svoj način izražanja neke povezanosti z ljudmi. In uporabite ta način, bodite čim bolj naravni. Tudi otroku povejte, če ste kdaj v stiski, če česa ne veste. Mislim, tako da otrok tudi začuti, da je pred njim živo bitje, ki doživlja dobro, veselje, pa tudi včasih kaj žalostnega. Torej, to je ta komponenta človečnosti in pri tem velja nekako rek, da majhne stvari veliko pomenijo. Torej, ni treba izrekati nekih velikih čustvenih besed, dramatičnih izjav o tem, kako sočustvujete z otrokom, ampak čisto uporabljajte preprost jezik, naravni jezik, ki ga otrok na nek način začuti in razume. No, drugo, zdaj sem izrekla besedo razumem. Mislim, da je zelo važno, da res preverite, če je otrok razumel, kaj ste rekli. To velja tudi za ta splošni del, da še bolj pa velja za tisti del, ko boste otroku pomagali pri učenju. Veste, s tem razumevanjem prvi problem je jezikovni. Namreč, a sploh razume pomen neke besede, ampak seveda poleg tistega direktnega pomena imajo besede tudi druge skrite pomene, za katere tujci potrebujejo zelo veliko časa, da bi jih razumeli. Jaz imam sina, ki je profesor filozofije in živi v Franciji in mi je rekel, da je 20 let rabil, da je zares razumel, kaj posamezne besede pomenijo, kaj stoji za temi besedami. Mogoče se vam to zdi čudno, ampak res je tako. A veste, ti lahko rečeš bedak prijazno, mislim, kot šaljivo in prijazno, lahko pa rečeš žaljivo. In zdaj mi lahko iz konteksta to razumemo, iz barve glasu, tujci pa te možnosti nimajo, za njih je bedak bedasti človek. Torej, to hočem povedati, da ti skriti pomeni besed so zelo pomembni in preverjajte, če otrok razume. Da niti ne govorimo o razumevanju pri tej učni pomoči, ki jo boste nudili. A veste, jaz sem človek, ki resnično nenadarjen, da ne rečem bedast za računalnike. In moj računalničar meni govori, kaj moram narediti, sploh ne razumem, o čem on govori. On poimenuje različne dele mojega računalnika, za katere sploh ne vem, da obstajajo. In pravzaprav imam neko podobno izkušnjo pred 30 leti, ko sem bila v Ameriki in ko sem se prvič na nek način sprijateljevala z računalnikom, kako preprosto nisem razumela. Tisti ljudje, ki so mi razlagali, so mislili, da jaz razumem, jaz pa nisem razumela. In mi je bilo nerodno reči, da ne razumem. No, dobro, torej zdaj smo pri tej splošni platformi, tej osnovi človečnosti, k temu sodi, na to se nadgradi vzdušje, klima, psihosocialna klima učenja.
Mi danes zelo dobro vemo, da tudi iz raziskav različnih, da pravzaprav čustvena naravnanost, razpoloženje, da je zelo tesno povezano s sposobnostmi učenja. V dobrem čustvenem počutju se veliko lažje učimo. In zaradi tega je tudi čisto zdaj, zaradi ožjih učnih ciljev, je zelo važno, da se ustvari neko tako vzdušje, vzdušje zaupanja, vzdušje, v katerem ti ni nerodno reči: ne vem, ne razumem. To mislim, da je res pomembno, ker veste, v naši kulturi, slovenski, še vedno v mnogih okoljih ne boš rekel: ne vem, ne razumem, ker te to diskreditira, kako se bi moral to vedeti, ne? Ali pa pri otroku, kako si že v 4. razredu, pa še tega ne veš. Torej, vsekakor neko vzdušje, v katerem lahko otrok reče: ne vem, ne razumem, in mu poskusite na kak drugi način pojasniti, pokazati, sliko, ne vem. Jaz se na te računalniške metode ne spoznam, ampak samo to je važno, da mu poveste, da če česa ne ve, če česa ne razume, da naj to kar takoj pove. In zdaj smo pri tem učenju, ne vem, kako uporabljati računalnik, kako reševati neke naloge. Torej, zdaj osnovno je to, o čemer smo pravkar govorili, da otrok razume. Mislim, prepričajte se, če razume. Vi ne veste, koliko je takih situacij, v katerih otroci pokimajo, ampak v bistvu sploh ne razumejo. Ne? Pa si ne upajo reči, da ne razumejo. Drugo je, pri tem je to, da preverite, kje so njegova osnovna znanja. Namreč ti otroci imajo velike deficite, praznine v znanju. In še enkrat iz moje izkušnje, ko sem bila v Ameriki na zelo ugledni univerzi, so vsi mislili, da jaz osnove dobro poznam, jaz jih pa nisem poznala. In tudi pri otrocih, nikar ne mislite, če on v 3. razredu ali pa v 5. razredu, da obvlada snov 4. razreda, ali pa da obvlada snov 3. razreda. Poskusite najti tisto platformo, do kam še obvlada stvari, ker drugače je to, gradite neko trdnjavo na trhlih osnovah, ker ni nobenih osnov. Pojdite nazaj za 2 leti, za 3 leta nazaj. Važno je ujeti tisto fazo, ki jo je otrok še osvojil, in potem postopoma gradite naprej. Potem še dajajte jim majhne naloge, če jim boste vi dajali take naloge. Dajte jim take majhne naloge, ki so izvedljive, nikar velikih nalog. Magari naj bo to en računček ali pa 2, samo da je izvedljivo, da lahko otrok naredi, da dobi izkušnjo, da zmore. To je nadvse pomembno. In ker dostikrat delamo to napako, pa rečemo, ti boš pa vse to izračunal. Čisto minimalne naloge za začetek, potem postopoma pa lahko te naloge povečujete oziroma širite. Povejte tudi otroku, da imajo mnogi težave pač na tem ali onem področju, da imamo različne darove, eni so dobri za matematiko, eni so dobri za petje, eni so dobri za risanje, eni za gospodinjstvo, eni so dobri z rokami, pri nas rečemo, imajo zlate roke, znajo vse z rokami narediti, jaz recimo z rokami nič ne znam narediti, nerodna kot le še kot kdo. No, in tako da tudi, če ima težave, da pač prepozna, da je to normalno, da imaš težave, zlasti, če si živel tako, kot je ta otrok živel, in vzbudite mu upanje, da bo te težave lahko premagal, da bo lahko obvladal te težave. Povejte mu, da boste ob njem, in vedno nazaj se vračajte, da vidite, kako je tisto, kar se vam je zdelo, da je razumel, če je res razumel. Pa tudi, a veste, v to skupno uro vgradite poleg tega pedagoškega dela učenja tudi
preproste reči, kot recimo, da kakšno šalo, da mu kaj poveste, da se sami kakšno besedo iz njegovega jezika naučite. Verjemite mi, to ima neverjetne učinke. Naučili se boste 10 besed njegovega jezika, otroku bo pa to ogromno pomagalo, pa še za vas bo čisto v redu, da poznate še neki drug jezik. Pri otrocih bo verjetno, kot se reče, vzponi in padci so, kakšen dan bo boljše deloval, kakšen dan bo slabše, bog ve zakaj, ali se mu je kaj slabega zgodilo, ali pa je kar tako ima slab dan. Upoštevajte te razlike, ne bo to premica, ki bo šla vedno naprej, ampak včasih bo šlo tudi nazaj. In upoštevajte to, da tudi če ne dosežete ne vem kakšnih uspehov sprememb v obvladovanju učne snovi, že to, da pomagate otroku, da ga podpirate, da ve, da je nekdo ob njem, da to ogromno pomeni. A veste, predstavljajte si to situacijo otroka, ki ne razume, ki ne ve, kako uporabiti računalnik, kaj narediti, kako rešiti naloge in nima žive duše, na katero bi se lahko obrnil. Starši ne znajo, jezika ne znajo, učiteljice ni, da bi mu pomagala in pravzaprav ni popolnoma nikogar. In zdaj se tudi pojavite. Tako da res ne podcenjujte svoje vloge. To, da kot človek ste prisotni v otrokovem prostoru, že zelo, zelo veliko pomaga. Potem pri teh starejših, pri mladostnikih tudi, mislim, če ste sami mladi, lahko neki odnos zaupanja gradite tudi na razmenjavi podobnih izkušenj. Mladostniki so v precej svojski situaciji. Namreč eno so mladostniki brez spremstva, katerim res ni lahko in mnogi teh podpirajo in želijo podpirati svoje tudi doma. To so pa mladostniki s starši, ki se pa znajdejo v tej situaciji dveh kultur. Eno je slovenska kultura, v kateri je popolnoma drugačno vedenje, zaželjeno, pričakovano, drugo je pa kultura Afganistana ali pa Sirije, v kateri se pričakuje drugo vedenje. In pravzaprav usklajevanje teh dveh modelov vedenja ni lahko. Mogoče imajo tudi druge težave. Tako da prepletite učenje tudi z nekimi osebnimi pogovori, osebnimi refleksijami in zlasti vzpodbujajte otroke, naj se obrnejo proaktivno na vas in vas sprašujejo, če česa ne vedo ali pa če česa ne razumejo. Najtežje bo v začetku, potem bo vedno lažje. In seveda najlažje bo takrat, ko boste lahko vzpostavili neposredni stik z otrokom, mu boste lahko dali roko, ne vem, ga sunili prijateljsko. Takrat bo mnogo lažje se pogovarjati z njim. Važno je, da zdaj v tej začetni fazi zdržite, vztrajate, posvetujte se s svojimi mentorji, kadar ste v težavah. Jaz bom tudi svojo številko pustila, če se vam zdi, da vam jaz lahko kaj pomagam z veseljem, čeprav veste, jaz nisem pedagog, kot rečeno na računalnike se popolnoma nič ne spoznam, ampak če je kaj takega, kar menite, da bi lahko jaz pomagala, bom to z veseljem storila. In razmenjajte tudi s svojimi kolegi, ker veste, še enkrat smo na področju nekaj nečesa novega, nečesa inovativnega, pravzaprav neke dosti zahtevne situacije in se mi zdi važno, da razmenjujete svoje vtise, svoje izkušnje, tudi da si med seboj pomagate eni drugim. No, in jaz iskreno upam, da se bomo srečali tudi v živo in da se bom tudi od vas veliko naučila o tem in prinesla lahko to, kar se bom naučila še na druge. Jaz vam želim resnično vse dobro in še enkrat hvala.